Članu, kaj delaš tle, stari, to je moj plac, to. V špici sezone smo se tokrat iz mestne Sopare premaknili na domači teren trenutno najbolj vročega reperja z Obale. Bolani doktor, a.k.a. Drill, je kljub mladim letom na sceni dejaven že 16 let, v tem času pa je izdal 4 albume, zadnjega Ribolov z dinamitom. Je tudi prvi Slovenec, ki se lahko pohvali z evropsko turnejo, na kateri so bile vse skladbe izvedene izključno v slovenskem jeziku. Smo v Top Burger placu na Obali, Urban Picnic, kjer slovijo tudi po temu, da v svoje burgerje integrirajo lokalne sestavine. Danes si bova prvošla en prav poseben burger, imenovani Štrijan, ki poleg govedne in sera vsebuje tudi tartufe. Figova marmelada, vse skupaj se zaključa eno tako eksplozijo. Marmelada? Sem alergičen. Pa fige, brat. Kurac. Obstaja kakšna jed po receptu ala Drill, s katero se lahko hvališ? V bistvu jed. Imam pa drink, v bistvu koktel, kliče se Drilitos Way, v bistvu na foru Carlitos Way, film od Al Pacina. Je pa notri gin, beef eater, če se da, Fanta, limeta in malo limoninega koncentrata. Za pridrinke, pa prežurka pa. Tako. To v bistvu pijemo realno že 7-8 let, imamo tudi v Rajderju na koncertih vedno, da zrihtajo Fanta in ta gin, tako da to nam je drink of choice, za reči. Nice. Drilitos Way, mopat. Tvoje pravo ime je Andrej Bučar, v svetu hip-hopa pa si poznan kot Drill. To je izpeljanka iz imena, ki si ga dobil še v rap battleih med odmori v osnovni šoli. A te razen domačih sploh kdo kliče po tvojem imenu? V bistvu bolj kot ne me kličejo bližnji po pravim imenu. Zadnje čase se tu predstavim, dostikrat Drill, kar izpade včasih malo glumsko. Ampak dobro, tako te poznajo, ne te lažje spoznajo. Nekako, ja. Mogoče, če se mi nekdo predstavi in vem, da me pozna iz tega sveta, pol mogoče se mi zdi bolj primerno, da mu rečem Drill. Nekako sem res posvojil to ime, res kot neko moje rojstvo ime. Ja, ker recimo, če pogledamo, Eminem je veliko svojih provokativnih, pa najbolj družbeno-kritičnih komadov izdal pod svojim alter egom Slim Shady. A je recimo tudi Drill kot nek podaljšek tvoje osebnosti, ki brez lake na jeziku pove vse to, kar si misel, Andrej? Dejansko, ja. Bolani doktor, ne. Doktoriral iz tega repa, vseeno snemam track Bolana. To je bila ta neka fora. Takrat, ko smo začeli betlati in to, in bolj je bila kao fora Bolani doktor. Pa ful smo Dr. Dreja poslušali. Pa je bilo to Dr. Ill, na koncu so vsi Drill izgovarjali, na koncu ostalo pol Drill. To prišlo. Ja. Če pogledamo nazaj, so bili tvoji komadi vedno bolj bojeviti, recimo anti-establishment. Tudi na zadnjem albumu so še zmeraj uličarski komadi, kot je Obala. Slišimo pa lahko tudi bolj pozitivne, navdihujoče komade, ki predvladujejo predvsem v komercialnih slovenskih rap komadih trenutno. Kako so se recimo na tvoje sporočilo odzvali hardcore Drill fani? Vedno so nekako razdvojeni. Če naredim uličarski komad, recimo reprezentarski, tako kot je ta Bolani doktor, načeloma oni, ki me posluša iz nekih deep tematik, iz nekih takih komadov, osebnih, malo bolj sporočilnih. Moje načeloma to brez veze, lapanje v prazno, ne, za reči. Imam pa tudi valjda ekipo, razumeš, ki posluša ta hardcore rap, ki posluša ulični rap, ki jim tej soft komadi izpadejo mehki, veš, in to. Pol imam tako nekako pri sebi, sem opazil, da izdam neki malo bolj soft, pa pol me kar malo prime, naslednji komad mora biti hardcore, podam hardcore, pa si mislim, nisem to lih jaz v celoti, mislim, je en del mene, ampak jaz sem full out of the box, recimo, ne možeš me dati v neko škatlo, da bi delal samo en stil repa, ne, se mi zdi, da sem raznovrsten. Zadnji album je nastajal 2 leti, ne, če se ne motim. Tako je. A se ti je kdaj zgodilo, da si imel v tem času kakšen writer's block, pa če ja, kako si ga rešil? Writer's block, nekako imam, ja, na 2 leti dajem projekt ven, ta zdaj 5. album bom prišel celo malo prej, ker zdaj lahko malo bolj posvečam samo muziki in imam malo več prostega časa za reči in za ustvarjanje.
Writer's block pa je bolj kot ne pri meni ko se zavedam, 2 meseca, nisem napisal nič, 3 mesece ni bilo nobenega novega teksta, tako malo za nazaj se zavedam, da v bistvu se fokusiram na druge stvari, mi hip-hoperi, če hočemo to delati 100% na nivoju, moramo biti zraven še marsikiri drugi poklic v show biznisu, da vse to laufa. In ko si bukiraš evente in nastopaš, in si v tem, imaš feeling, da delaš super vse za kariero, a dejansko ne pišeš tekstov, druge stvari stagnirajo, produkcija in to. Včasih si veliko delal tudi s svojim lokalnim soborcem Burketom, ki zdaj le pripravlja novo plato Zlati zub. A se nam obeta še kakšen udaren duo? Ja, itak, na plati imamo komad skupaj. Ne vem, kako mu bo dal naslov, mislim, da se kliče Moj račun ali nekaj. Jaz vem, da grem na to foro v refrenu. Pojemo refren, pojem. Malo. Imamo na Smokitovi, Smokim Radeljano zdaj dela novo plato. Ima en komad tašen Vutro Puhač, ki bi rekli. In ima meni in Burkita gor, zdaj smo ga posneli v komori pred enim tednom. Tako da to imam z Burketom, pa tudi na plati ga bom imel in to. Pa zdaj smo si vtetovirali Liquid Smoke, matching tattoos, razumeš? Čakaj šira. Hate, legacy. Če skočimo čez mejo, Kapo Placa, Sfera je Basta, oba belešta na YouTubeu krepko čez 60 milijonov ogledov. Sodeluješ z artisti iz bivše Juge, kot so Smoke, Bvana. A si razmišljal kdaj tudi o kakšnem featuringu z italijanskimi raperji? Pa sem, veš, da sem. Čeprav slabo govorim italijansko, realno. Glede na to, da sem iz tu, že da bi se zmenil, bi mi rabilo nekaj časa. Zdaj sem jih videl v cvetličarni in jaz načeloma ful ne rad težim za slike, ljudem povadim je dovolj roka in vsak čas na muziki in palim. Tle sem dobil neki flash, da ga izpoštujem, da bo dam nekaj za fumat, nekaj malega kao iz neki gest, tu malo vutre. Pol je videl kao, super kao, bravo, mali, in sem ga zmutil za eno sliko in to, ampak zdaj, da bom njemu pisal za featuring. Mogoče, če bomo še kdaj nastopali skupaj in to, veš, zna zgoditi kakšen connection in to. Če sem ti odgovoril. Si. Še malo uko. A se tako, recimo, nostalgično kdaj vrneš še na poslušanje muzike iz gramofonov ali pa za naše malo mlajše gledalce iz CD-jev? Ja, CD-je imam v avtu, imam original avtoradio še vedno, razumeš. Tako da imam diske notri, ne moram to upgradeati, razumeš. Bala mi je tu zdaj, ko vidim, delajo računalniki brez CD-jev, delajo avtoradije brez CD-jev, nekako umirajo CD-ji. A hotel sem celo svojo diskografijo imeti v jewel cases, veš, obična škatlica CD-ja, da jih so vse poredane in to, kar najbrž ne bom mogel več čez naslednji projekt že. Razumeš, folk ne bom imel kje dati CD-no. Gramofona nimam. Študiram, da bi si kupil ene tehnikse, zaprav, res da je tudi gear za rolat. Mogoče, če se kdaj vržem v rolanje, tudi kot sem Rigo, Sanj in ta ekipa. Pri Blodora me tudi kakšne, te old school plate in to. Imam par frendov, ki grem v njemu in pol damo, eto James Gore, James Browna, Amy Winehouse in ga džuskamo, razumeš, da vibamo. Parimi meseci sem zasledil priredbo komada Tisti ljudje, na kateremu z Leo Sirk, Masajo, repaš na zvoke kitare tvojega žlahtnika Rudija Bučarja. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, v bistvu Lea je dobila idejo, da bi pomešali te neke 3 komade, se pravi s tabo, Recept za life in še si tu ali ostani tu nekaj takega, lep komad, balada tašna. Pač meni se zdijo te unplugged variantice in tako, veš, ko vidiš artista v nekem nepričakovanem v nekonvencionalnem okolju. Tako, ja, veš, ko je nekje v parku ali pa nekaj. Videl sem enkrat Dubioza kolektiv grejo sredi trga poleti, zraven neke fontane in točejo, razumeš, igrajo, svirajo, Kanđa, Toksa, recimo reperi hrvaški tudi imajo to navado, da grejo s svojim bendom, gole žene in svirajo, razumeš, sredi ulice. To meni se zdi, da je pač res glasbenik v svoj originalni, v osnova, razumeš, vsakega glasbenika mora biti na ulici, moraš dropati svoj shit, če se pravi. To je bilo neka ta fora, ki mi reperi ful malo delamo in koliko nekdo da tako pobudo, meni se zdi, da je prav, da se naredi. A je imel Rudi pomembno vlogo v začetku tvoje romance z glasbo? Ja, realno je. Spomnim se enega koncerta in vedno sem to spomnil,
v San Simonu je bil še takrat Spirici, on je imel skupino Spirici, se klicali. Se spomnim, je bil velik oder, pravno main stage je bil kar en pis od odra in jaz sem bil takrat, koliko je, niti 10 let, celo manj. In se spomnim, sem ga videl na odru in jaz sem mu pomahal in takrat mi je bilo ful, wow, da je on meni, da mi je odzdravil iz odra, štekaš. A bilo mi je pa tudi ful flash, ker je šel na boks, na zvočnik. Zvočnik je imel tako na 2,5 metra in pol. Splezal gor, vse se nekaj malo in on je na unemu zvočniku v bistvu bili tako naredil, ampak je izvajal svoj ta rock and roll, punk, ta neka fora so oni bili. In tako se mi je zdelo ful uporniško, tako frajersko, razumeš, noben ti ne more nič, greš na zvočnik, če ti zdaj pa še biti na zvočniku, malo nevarno, veš, ne veš, ali bo padel dol ali ne bo, malo, ala boli me kurec, attitude, veš, in to mi je bilo enostavno cool se mi je zdelo, veš, tako sem gledal s polnimi očmi, jaz bi tudi včasih lahko stage dive-ov dol iz odbjanja, tako da valjda, Rudi, moj kralj. A se zna zgoditi, da bomo tudi Drilla kdaj videli brenkat na kitaro? Magari. Dejansko ne znam nobenega inštrumenta igrati, razen mikrofona, hej. Tako da bi igral bi kitaro, samo ne vem, če se bo to lih zgodilo. Pred parimi dnevi si izdal svoj najnovejši singel Bolani doktor. Čekirite na YouTubu. Kaj še pričakujemo v bližnji prihodnosti od tebe? Pa zdaj pripravljam še en komad, ki se kliče Proti soncu, ki je ful bolj učilen komad, kot sem ti prej rekel, nekako si kontriram z vsakim singlom, da probam nekako yin-yang, razumeš, črno-belo, nekje vmesem, razumeš, kar ne pomeni, da je to sivina, ampak razumeš, malo tega, malo unega, ne. Tudi na koncertu, Amiko moj, ali pa album, ko narediš, ne. Rabiš en komad, ki je jezen, rabiš en party komad, rabiš en komad, razumeš, v mojem primeru, toliko pipam, mogoče kakšen ganđa komad. Tako malo nekako, da una slika, ki pride ven s tem projektom iz albumom, je raznolika, razumeš, kot moje življenje. Nisem vsak dan dobre volje, nisem vsak dan slabe volje, vsi imamo. Zato mislim, da hip-hop mora biti tak, kot je, iskren. Razumeš, manj komade, ker opisujem svoje nekako fucking slabosti, razumeš, ljubosumje, take neke emocije, ki načeloma folk nočejo tem razglabljati, razumeš, dati te stvari javno. To je lih čar te moje fucking ritmične poezije, da si lahko iskren in da v tem najdeje folk life, razumeš, vsaki kdaj ljubosumen, vsaki kdaj na dnu, vsaki kdaj vesel, žura, pijan, jebi ga. Vse to gre skupaj. Zato tudi, ko repam take komade, kot je ta Bolani doktor, jaz to živim za vikende, razumeš? Jaz ko delam zase, drugi naj najdejo v moji muziki, kar je njim všeč, kar jim ni, jebi ga. Tudi folk misli, da se jaz zdaj orientiram na to, kar je hot, in repam na te bite. Jaz imam v svoji diskografiji toliko boom bapa, razumeš, da sam hočem probati nove trike, nove načine pisanja, nove načine flowa, nove načine žurk, razumeš, na različne BPM-e, različno muvaš, premikaš množico na koncertu. Dobro je začeti z malo bolj počasnimi komadi in stopnjevati na bolj nahajpane. Vse to pride nekako zraven, ko ti tudi izvajaš in nastopeš komade, razumeš? Ker če narediš cel album depresiven, boš zadepresiral na koncertu, ena kratena. Da mislim, da je rap res najbolj iskrena glasbena zvrst, če ne delaš za denar in samo filaš veš, pravljice, laži in neke fejkaš, razumem? Mislim, da je to. Bravo. Hvala ti za pogovor. Hvala, Miko. Piga. Grazie. To je to. Cheers. Bolani doktor out now, razumeš, počekirajte. Puris ban, komora.